Naslov, ki ga imamo, je Dober kristjan, pošten državljan. To je vzgojno geslo velikega vzgojitelja, enega največjih vzgojiteljev v zgodovini evropske kulture, Janeza Boska, ki je živel in delal v severni Italiji, v Torinu, Piemontu, sredi predprejšnjega stoletja. Se pravi, v času je vzgajal, ko je recimo pri nas bil Slomšek in je napisal prvo socialno slovensko pesem Fabrško dete, ali pa recimo, ko je Marx pisal Kapital pa komunistični manifest. To je bil čas, ko je v resnici bila huda kriza. Tisočletna kmečko-obrtniška tradicija je počasi postajala neuporabna, ker prihajala je industrializacija, kapital s svojo pogoltnostjo, revščina ljudi, množica otrok, mladine med 15 in 25 na cesti, na pol roparska, to je on vzgajal. Z velikim uspehom ob geslu Dober kristjan, pošten državljan. Njegovi nasledniki, to so salezijanci, so do danes dobri vzgojitelji. Ob tem geslu Dober kristjan, pošten državljan, v Rimu je papeška univerza UPS za vzgojo, psihologijo in sociologijo, ki je velja za eno najboljših, če ne najboljšo na vzgojnem področju. V Sloveniji velik projekt oratorijev, kjer je ene 5000 študentov in dijakov poleti preventivno dela ob geslu Dober kristjan, pošten državljan, ko otroke čuva, poznate to. Ko pa človek razmišlja naprej, odkdaj je Don Bosko, Janez Bosko pogruntal ta dva stebra, Dober kristjan, pošten državljan, pa zelo hitro človeku pride na misel številni drugi, recimo v 6. stoletju Benedikt s svojim moli in delaj, ora et labora, isto. Dober kristjan, moli, pošten državljan, delaj. Tudi takrat je bila kriza, selitev narodov, podrli so Evropo, ne samo stavbe, ampak tudi rimsko-grško kulturo, vse je bilo v razvalinah in začetnik zahodne kameništva, ki je iz puščave vzhodnih puščav prinesel meništvo na Monte Cassino, Benedikt je ob tem geslu civiliziral barbarsko Evropo. Torej dva stebra držita. Če naprej pogledamo ali pa nazaj, zelo hitro vidimo, cela zgodovina kultur ima pravzaprav ta dva stebra, srce in pamet, oba. Recimo 8000-letna kitajska kultura Yin-Yang in tako naprej. Vedno gre za dvoje, za duhovnost, kontemplacijo, molitev in za delo, pošteno delo, razvoj sposobnosti, organizacijo. Če vzamemo sodobne pisatelje, ki jih poznamo, ki so deloma še naša generacija, recimo Fromm, biti in imeti. Sicer je njegova knjiga Ali, ampak kdor pa vsebino pozna, biti in imeti. Biti človek med ljudmi, imeti vse potrebno za preživetje posameznika in skupnosti. Buber, človeški odnos jaz ti, stvarna razmerja jaz ono. In tako naprej lahko bi šli še dalje in dalje, vendar ustavimo se morda samo še pri čist svežih spoznanjih zadnjega desetletja ali pa majčkeno več znanosti, ki najhitreje napreduje, to je znanost o naših čudovitih možganih, nevroznanost, in tukaj je slika današnja ista. Imamo desni in imamo levi dve polobli možganski, desna je ustvarjalna, mirna, intuitivna, podrobnosti zaznava, do vsega ljubeča, vse sprejema, leva organizacijska, delovna, učinkovita, spominska, časovno organizacijo ima. Obe sta enako potrebni. In če povzamemo, rečemo, življenje
posameznega človeka in skupnosti gre skozi življenje po dveh nogah. Če vzamemo najkrajšo definicijo, Benediktovo, moli in delaj. Po dveh, vendar to nista dve ločeni, ampak je ena sama. Človek je v ravnotežju obeh strani. Če gremo nazaj na nevroznanost, leva in desna polovica sta široko pasovno med seboj povezane s corpus callosum, tako da vsako desetinko sekunde teče skoznje iz leve v desno in obratno več milijonov informacij, verjetno več, kot jih je v vseh medijih Evrope, v naši glavi. In končni proizvod zavesti, doživljanja, dela in vsega tega je rezultat obeh polovic. Desne moli in leve delaj pošteno. To se pravi, obe nogi sta enako potrebni za hojo skozi življenje posameznika in skupnosti. Dobro je vedeti, dobro je to prispodobo hoje imeti zelo pred očmi. Če hočemo hoditi uravnovešeno, prvič morata biti obe nogi enako razviti in drugič, desni nogi omogoči korak leva. Leva odrine naprej desno in ta čas nosi telo. Levi nogi omogoči korak desna, desni omogoči korak leva. Levi in desni možgani omogočajo kakovostno življenje in usmeritev. Če pa pogledamo današnjo situacijo, do zdaj smo to zelo poslušali nazorno, živimo pa v krizi. Slovenski narod, slovenska politika, gospodarsko, svetovno, slovensko in tako naprej. Če pa majčkeno bolj široko pogledamo, živimo v ekološki krizi, ki jo razvijamo recimo zadnjih 50 let 100, bolj grobo pa skoraj 200. Živimo v energetski krizi, ki se ponavlja občasno, v ekonomski, ki so krajše, po 5 let recimo. Zdaj smo pridelali zadnjih 30 let demografsko krizo, ki bo najbolj dolgotrajna in najtežje rešljiva od vseh 4. Lahko še kakšno novo pridelamo iz onih 3, recimo prehrambeno, to je možno. In če rečemo, kaj so to krize, ki jih dobivamo? Jaz sem prepričan, da so krize družbene in stiska posameznika pravzaprav imunski vzgib. Tak imunski vzgib, kot je temperatura ali pa bolečina, ki z ene strani opozarja, narobe je bilo, človek ni bil v ravnotežju, družba ni bila v ravnotežju, treba je pozdraviti se. Temperatura. Kriza, problem v vseh jezikih, v grščini in v kitajščini pomeni križišče, razpotje. Ena pot gre na boljše, v rešitev, druga pa gre v propad. Vse kulture, ki so propadle po krizi. Ves napredek človeštva, ki si je zgodil v teh 3 milijonih let, odkar se ljudje razvijamo kot ljudje, si je zgodil pravzaprav po krizah. Zakaj? Zato, ker vsaka kriza, družbena in vsaka osebna stiska je neskončna energija, skoraj neskončna. Vsaka stiska in vsaka energija, psihoterapevti to dobro vemo, ima zadost energije, energijo je pa treba porabiti, vedno se porabi. Ali se porabi energija stiske in krize za to, da še bolj ugonobi človeka ali pa družbo, dotolče, ali pa se ista energija uporabi za rešitev krize, za rešitev stiske in za napredek. Jaz poznam veliko ljudi iz terapije, ki so bili najbolj na dnu v sožitju in v kakovosti življenja, kar ljudi poznam. 2 leti sem v cukrarni delal s klošarji. Prvi 2. In mnogi od teh istih ljudi
so tako visoko zrasli pred mojimi očmi, da so mi vzor med največjimi vzori, ki jih imam. Tako kvalitetno živijo vsakdanje življenje, da želim to sebi, svojim najbližjim in vsem vam tudi. To se pravi, stiska je odskočna deska za novo kakovost življenja, kjer vsebuje dovolj energije, vsebuje pa tudi dovolj informacije za našo pamet, vendar ne samo levo, razumarsko, ki je danes tako mastodontsko, dinozavrsko razvita, ampak tudi desno, mirno, ljubečo, spravno. Morda še stavek, od kdaj šepamo? Kje se nam je zataknilo, da je ta desna stran možganov, duhovnost, verovanje ali karkoli že hočete, pa vsa ta mehka človekoljubnost z njo, vse stvarstvo objemajoča, kot je bil Frančišek, da nam je ta začela zakrnevati. Tako imamo pred očmi potrošništvo. Ta gotovo razvija samo to stran. Uživaško, ego, profit in tako naprej. Dobro, ampak to je zdaj le nekaj časa. Če gremo nazaj na 3 rodove, je tukaj marksistični materializem, ki je tudi zelo pospeševal to stvar. Enostransko, brez duhovnosti, brez vsega tega. A je bil tam začetek? Najbrž je bila tudi to posledica malo prej. Pomislimo pred 250 leti na velikega zakristana Srednje Evrope, zakristana katoliške cerkve Jožefa II., ki je razgnal v enem desetletju, zaprl, razgnal vse redove, ki so molili. Benediktince, kartuzijane, cistercijane in vse drugo. Iz slovenske dežele je šlo redov moških in ženskih na desetina in komaj nekaj stične ostalo, knjig iz mnogih samostanov pa skoraj nič. Glejte, tega udara ni naredilo ne potrošništvo, ni kapitalizem. To je pred 250 leti bil najmočnejši udarec na duhovni razvoj. Pa ni bil prvi in ni zadnji. Če pomislimo na prizadevanja za Božjo državo takoj po letu 313, ko je krščanstvo se osvobodilo, v pisni obliki in v praktični, z vsem, kjer imamo izkušnjo kristjani skoraj da 1500-letno, kako veliki inkvizitor, Dostojevski to mojstrsko prikazal, kako veliki inkvizitor popravlja Jezusa. Ne tako, ni prav tako. Kako mu kliče, quo vadis Domine, ta pot je narobe. Duhovnost, to je izgubljanje časa. Molitev je za stare babe. Quo vadis Domine. To zgodbo smo prejšnjo nedeljo poslušali pri maši, ko je Peter, potem, ko ga je Jezus že imenoval za poglavarja apostolov, pa je potem govoril zadnje mesece o trpljenju, pa o odrešenju za človeštvo, o svoji poti, svojim najbližjim, v samoti, pa je Peter rekel, nikar, to pa se ne more zgoditi, da je ga lomiti. Smo poslušali, a ne? In Jezus mu je rekel zelo, zelo ostro, poberi se, Satan. Petru je to rekel, vendar pa Petru ni nič zameril, ni ga odstopil, ni Andreja postavil za prvaka, čeprav ga je potisnem še zatajil in še kaj, ga je po vstajenju glih tako imel za prvaka in je papež bil. Hočem reči to, ta skizofrenija, da bi hodili samo po eni nogi, eno razvili dinozavrsko, recimo storilnostno imeti, ono biti duhovno, pa imeli kot palček, ta skušnjava je v vsakem od nas sredi srca, od Petra naprej. Seveda nekateri režimi, kot je potrošništvo, kot je marksizem ali kaj takega, so to stvar bolj sistematično oprijeli, vendar pa so mi
sorodni po srcu. Enako so ljudje Božji otroci, oni in jaz. Kje pa pol rešitev? Jih imamo v 20. stoletju. Pomislimo na francosko cerkev, najdaljšo tradicijo sekularizacije in protiverskega boja ima z giljotinami na čelu od celega sveta, od cele Evrope, dobri 200 let, od francoske revolucije. Glejte, francoska cerkev je rodila koncil. Veliki teologi koncila, Congar, Cheny, Delibac, Francozi, iz te revne, ponižane cerkve. Francoski episkopat je po drugi svetovni vojni tak reven materialno in tak, kot je, se je spraševal po 45 letu, kaj moramo narediti za francosko ljudstvo in za francoske cerkve, in je rekel, družino utrdimo, vendar ne s pridigo, ampak z gibanjem zakonskih družinskih skupin. Predsednik je, čeprav je bil malo liberalen, je to sprejel in cela Francija je šla v gibanje skupin družinskih zakonskih in Francija je danes edina dežela, ki nima demografske krize od razvitih, ima 2 otroka na žensko. Francija je edina dežela, ki socialna problematika alkoholizma in vsega drugega zelo upada, vsem drugim do zadnjega v Evropi raste. Zato, ker je francoski episkopat vedel, da če hoče rešiti kulturo, mora združiti akcijo in kontemplacijo v družini, vendar dati nov pripomoček, ki ga prej v tradiciji ni bilo treba, ker je bila sosedska pa družina, to je skupnost. Francija ima danes teze, kjer 100 in 100 tisoči mladih po celem svetu dobivajo to troje. Ko sem bil prvič v Tezeju, 74 ob koncilu mladih, mi je prevzelo njihovo geslo. Akcija, kontemplacija, skupnost. To pa pomeni, če hočemo uravnotežiti levi pa desni obe nogi, da boste zakrneli, potem nam ostane posnemati recimo še marsikaj drugega, tudi Benedikta pa Janeza Boska, ampak v 20. stoletju pa francosko cerkev, ki je dala ljudem skupnost. Kajti v skupnosti, v skupini, če sta 2 ali pa 3 med seboj in gledajo drug pri drugem dobro in se dobrega drug pri drugem veselijo, potem naši možgani, to je pa spet nova nevroznanstveno spoznanje, potem naši možgani to fotokopirajo. Zrcalni nevroni so tukaj, ki brez napora spremenijo tisto, česar se dobrega pri drugem veselimo, na čemer se navdušujemo, spremenijo v naše vedenje. V spanju daje Bog dobro tistim, ki ga ljubijo, in v psalmu, glejte, samo človek mora z veseljem, z navdušenjem, to, kar je David naredil, jaz imam Svetopismo namreč zelo rad, zato ga zdaj citiram. Glejte, David je zelo globoko padel, prešuštval bojno vse drugo in ko je spoznal to, kaj je rekel, vrni mi veselje nad tvojim zveličanjem, vrni mi navdušenje. To pa pomeni, kar nam manjka za rešiti slovenski narod, slovensko politiko, slovensko gospodarstvo, je iskanje dobrega v vsakem in v vsem. Duhovnost. To želim sebi in vam.